gre za to splošno statistiko, ki razvršča slovenske razvojne oziroma statistične regije na neki lestvici. Zasavje spada po zadnjih podatkih, ki jih imamo na 8. mesto med 12 regijami. Regija je v zadnjih nekaj letih nekoliko dohitevala povprečje razvitosti tako Slovenije kot tudi Evropske unije. Zasavje spada po podatkih za leto 2006, po končnih podatkih, po ekonomski moči, gledano oziroma merjeno na prebivalce z višino osnove za dohodnino, tam nekje na 90,5 odstotne točke. Torej je pod slovenskim povprečjem, vendar je ta zaostanek glede na prejšnjo obdobje 2 leti nazaj manjši za 3 odstotne točke. Gospodarske družbe v regiji v povprečju poslujejo pozitivno. Lansko leto so zaključile z neto čistim dobičkom. Število zaposlenih v Zasavju, v gospodarskih družbah se je glede na slovensko povprečje v lanskem letu povečalo za skoraj 5 odstotkov, se pravi, je bila rast zaposlovanja višja, kot je bilo slovensko povprečje. Gre za medletno primerjavo od leta 2006 na 2007. Trg dela beleži bistven upad registriranih brezposelnih. V primerjavi z julijem 2006 se je število registriranih brezposelnih oseb zmanjšalo za več kot 30 odstotkov. Brezposelnost se je zmanjševala hitreje kot povprečno v Sloveniji. Tako je ena od občin v tej regiji Zagorje v tem času prišla pod slovensko povprečje po brezposelnosti, se pravi, da je to hitro napredovala, to je občina Zagorje, ker je ta registrirana brezposelnost 6 odstotna. V celotni regiji je povprečje 8,1 odstotek, kar je za 4 odstotne točke bolje kot pred 2 letoma, takrat je brezposelnost znašala 12 odstotkov. Programe aktivne politike zaposlovanja Ministrstva za delo je bilo do julija 2008 vključenih skoraj 600 brezposelnih oseb. Bistvena razlika, ko govorimo o trgu dela v regiji glede na čas pred 2 letoma, je v tem, da je bil ključen problem 2 leti nazaj še vedno visoka brezposelnost, 12 odstotna. Tokrat je brezposelnost še problem, ker tudi 8 odstotna je še vedno prevelika, vendar pa se kaže tudi problem na drugi strani, se pravi pri delovni sili, ki je na razpolago. Tudi podjetji, ki smo jih obiskali, so vodilni, še posebej opozarjajo na pomanjkanje delavcev kovinarske stroke in tudi nekaterih drugih, tudi višjih tehničnih profilov. In tukaj se ta problematika odraža tudi na povečevanju števila dovoljenj za delo tujcev, ki se je to povpraševanje se bistveno povečalo in tudi število teh dovoljenj, ki je bilo izdanih, se je izdano v prvi polovici letošnjega leta, je 3-krat večje kot enako obdobje lani. V tem času od zadnjega obiska je bila dopolnjena resolucija o osnovnih razvojnih projektih, tako da je projekt izgradnje verige hidroelektrarn na Savi dopolnjen oziroma razširjen tudi z verigo hidroelektrarn na srednji Savi. Tukaj je del gospodarskega oziroma energetskega potenciala za Save, ki še ni izkoriščen, in to doprineslo tudi nove investicije v ta prostor. Črpanje evropskih sredstev na področju regije se izboljšuje, na voljo je tudi bistveno več sredstev. V
tej finančni perspektivi, ki se je pričela v lanskem letu in traja do leta 2013, bo imela ta regija na voljo približno, če zaštejemo vse ta razvojna sredstva iz evropskih skladov, 19 milijonov evrov, kar so znatna sredstva, tudi nadpovprečno glede na sredstva na prebivalca v Sloveniji. Povprečno za Slovenijo je na voljo okrog 220 evrov teh sredstev pri finančni perspektivi Evropske unije. V Zasavju je ta številka 400 evrov na prebivalca, glede na ta razvojni zaostanek. Iz te nove finančne perspektive je bilo v Zasavju že odobrenih okrog 7 milijonov evrov kohezijskih sredstev, pa tudi skoraj milijon evrov za razvoj človeških virov. Za ostala sredstva je potrebno še konkurirati in tudi z tega mesta apeliram na občine in tiste, ki so upravičeni do teh sredstev, da čim prej pripravijo programe, ker so sredstva na voljo. Se jih je možno črpati do leta 2013 in potem še 2 leti, vendar pa so na voljo že zdaj prej, počrpamo prej, dobimo prej, bodo te naložbe dajale rezultate. Eden od problemov, o katerem smo še posebej razpravljali na sestanku z župani in drugim nosilci razvoja pred 2 letoma, je bil problem financiranja občin. V tem času od našega zadnjega obiska je prišlo do spremembe zakonodaje, Državni zbor je na predlog vlade spremenil zakon o financiranju občin. Zdaj ta nov režim financiranja občin je že v lanskem letu prinesel občinam te regije več kot 18 milijonov dodatnih sredstev. To povečanje je gledano na sredstva, ki so v proračunih teh občin skupno 14,5%. In prav vse občine te regiji so bile po novem sistemu sredstev. In to povečanje bo v letošnjem letu še večje in občine bodo glede na osnovo iz leta 2006 prejele skoraj 19 milijonov evrov. Eno od dilem vezana na to razvojno statistično regijo je bodoča regionalna delitev. Kot veste, je bilo v zvezi s tem veliko razhajanj, tudi glede na različna stališča občinskih svetov iz te regije. Pozna se, da je bilo Zasavje že v davnih časih razdeljeno na Kranjsko in Štajersko. Ta delitev se na nek način še vedno pozna, tudi zadnja mnenja občinskih svetov nekako sledijo tej delitvi. Ta zgodba še ni zaključena, v naslednjih tednih bomo iskali najboljšo možno rešitev. Dejstvo pa je, da decentralizacija z prenosom sredstev z državne ravni navzdol in tudi s prenosom kvalitetnih delovnih mest zagotovo prinaša nove razvojne možnosti. Kolikor ne bo najdena idealna rešitev v tej prvi fazi, je potem še vedno možno z inštrumentom, ki ga zakon predvideva za vsako občino, ki je nekje na meji med dvema pokrajinama, izvede referendum in se kasneje odloči, kam bo šla. Ampak kot že rečeno, v tem trenutku smo v postopku posvetovanja z lokalnimi skupnostmi na tej podlagi, bo sprejeta tudi odločitev ali tema v naslednjem mandatu. Glede konkretnih obljub, ki so bile dane pred 2 letoma in ki so se glavno nanašale na odprte probleme pri infrastrukturi, tudi pri selitvi nekaterih institucij, recimo Inšpektorata za energetiko in vododarstvo v Zagorje, so bili ti projekti realizirani.